V kolikšni meri pa je sevanje mobilnih telefonov škodljivo za človeka? No, to je precej aktualna tematika. Vprašanje, v kolikšni meri. To bo po moje pokazala prihodnost. Zdaj, tu se lahko mogoče malo pohecamo, recimo. Jaz sem nekaj časa govoril o eni teoriji, ki so mi jo potem kar hitro nekateri moji kolegi zavrnili, ampak vemo, da recimo nekateri zdravniki s pomočjo elektromagnetne resonance zdravijo naprimer alergije, kar pomeni, da neka teorija, da se neki spini zamenjajo in potem človek več ni alergen na neke določene snovi. V zadnjem času se pojavljajo zelo velike koncentracije teh alergij, sploh pri mlajših, kar bi lahko načeloma recimo bila tudi potem posledica vse večjega elektromagnetnega valovanja, recimo. Konec koncev so bile prej prisotne bolj kot ne nizke frekvence v etru, torej UHF področje, navadna televizija, radio, zdaj pa smo predvsem z temi vsemi omrežji, kot so Wi-Fi, pa vse to gremo v vedno više frekvence, tudi tam 2,4, pa z WiMAX-om 3,5, kar pomeni, da v vsakem primeru se povečuje koncentracija elektromagnetnega smoga. Je pa tukaj seveda dilema, zdaj ene bazne postaje, pa recimo tega, da človek to nosi ob sebi. Če pogledamo recimo na svetu za elektronske komunikacije, smo zvedeli, da je mestna občina Ljubljana sprejela odlok, da se ne sme več postavljati dodatnih baznih postaj. Zdaj, kakršno je to mnenje, verjetno bolj kot izpodbijanje konkurence večjega zdravstvenega pojma ne more imeti, kajti po drugi strani se dovoli, da otroci v vrtec nosijo mobilne telefone pa v osnovno šolo, kar pomeni, da so neprestano imajo zraven izvor sevanja, ki je neprimerno višji od rečemo ene bazne postaje.